sta predlagana dva sklepa, ter na drugi strani, kolikšne so zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine. Podlage za to so, kot rečeno, pisno določene v zakonu, uporabiti je treba zgolj aktualne številke, se pravi podatek o povprečni bruto plači izplačani v preteklem letu in pa upoštevajoč povprečno stopnjo davkov in prispevkov, ki se obračunajo od plač za to, da se pač izračuna tako imenovana neto plača in potem so pa izpeljave. Najnižja pokojninska osnova je v bistvu 76,5% tega zneska. Najvišja pokojninska osnova je potem 4-kratnik, kar seveda pomeni, če gledamo te nominalne številke, da znaša najnižja pokojninska osnova 758,42 evrov, najvišja pa 3033,68 evrov. Na videz sta to visoke številki, samo na videz, glede na to, da je pač z novim zakonom spremenjeno vrednotenje pokojninske dobe s takojšnjim učinkom. Odstotki so seveda nižji, kot so bili v prejšnjem zakonu, kar seveda pomeni, da na nek način so zneski vseeno primerljivi. Povprašan sem bil že pred vhodom v to dvoranco, kaj sedaj to pomeni, kakšne so zdaj najnižje pokojnine. Seveda odgovor je, ne more biti enoznačen, ker je višina pokojnine odvisna od pokojninske dobe, zgornje meje ni. Če pa upoštevamo recimo tisto najbolj tipično, 40 let pokojninske dobe, pomeni pokojnina moškega odmerjena od najnižje pokojninske osnove 57,25%, kar je 434,20 evra. Ženske so nekoliko v ugodnejšem položaju, ker je odmerni odstotek višji, 64,25 in pomeni skoraj za 40 evrov višjo pokojnino kot moškega za 40 let pokojninske dobe, 487,28 odstotka. Poudariti je potrebno tole, kar je novo glede na prejšnjo ureditev, torej najnižja in najvišja pokojninska osnova, tako kot ste določeni, veljata zgolj in samo za pokojnine uveljavljene v letošnjem letu. Ne pa, torej za tiste, ki so bile uveljavljene v preteklih obdobjih, torej tiste horizontalne enakosti, kakršno je zagotavljal prejšnji zakon, ni več. Pri zgornji meji za izplačilo dela vdovskih pokojnin je treba določiti v bistvu dva zneska, torej zgornjo mejo višine dela vdovske pokojnine, ki se izplača upravičencu, znaša 88,74 evra, vezana je na znesek najnižje pokojninske osnove, o kateri sem prej govoril, kar pomeni pač, da se posameznemu upravičencu lahko izplača del vdovske pokojnine največ v tej višini, ne pomeni pa, da je del vdovske pokojnine za vse pravzaprav enak 88,74 evrov. V praksi je večina teh delov manjša, to je pa zgornja meja. Zakon predvideva tudi zgornji limit, torej za izplačilo lastne, starostne, predčasne in invalidske pokojnine, plus dela vdovske pokojnine, danes ni presega pokojnine moškega za 40 let, odmerjena od najvišje pokojninske osnove, to je v znesku 1736,78 evrov. Oba sklepa naj bi bila objavljena v uradnem listu in seveda služila kot formalna podlaga za izdajo odločb.